všeč, ko sem vozila gokart, da sem še vmes zavijala pa kar devala gas. Ko bom velik, da bom imel avto in vem, kako ga bom zdaj upravljal. Sam še ročko se moram naučiti. Tukaj se naučijo hitrosti, kdaj bremzaš, kdaj dodajaš plin in vso varnost, ki jo pol prenesejo na ceste in tako pol imajo več znanja vnaprej. Danes sem prvič vozil motokros. Mi je bilo zabavno, ker sem vozil kroge in sem se pač nekaj novega naučil. Značilnost pa nas je tudi to, da so motorji malo manj priprti, kakor pri drugih panogah, tako da bo treba kar malo več te veščine pokazati same vožnje. In moram reči, da so danes izredno dobri otroci, začetniki popolni in po prvih krogih potem v nadaljevanju super dobre vožnje, enkratno. Ves avtomotošport za mlade je definitivno ena taka zelo dobra motivacijska zadeva in pa tudi smer izpopolnjena za življenje. Ker tukaj ni samo trening, disciplina, treba pripraviti motore, se pravi tudi tehnična usposobljenost samega voznika je tista, ki mora biti prisotna pri dirkanju, tako da on tudi ve, kako treba motor nastaviti, ker zdaj pač lahko nastavljajo drugi motorje, ampak tiste za glavno finese mora pa sam dirkač povedati in tudi zdaj mogoče nastaviti. Najprej sem začela počasi voziti, potem sem začela vedno hitreje in potem sem videla, da to nič ni strašnega in sem se še do konca peljala hitro. Mini moto je namenjen manjšim pistam, to je pomanjšan ta pravi motor in stil vožnje je zelo podoben pravemu motorju. In tukaj otroci pridobivajo, bom rekel, izkušnje za naprej. Dobijo kompletno opremo, to se pravi zaščitno opremo, kar je bistveno, čelada, kombinezon, rokavice, edin čevljev ne dobijo, ostalo dobijo vse pri nas in tudi motora. Motor in oprema so zelo velik strošek in da otrok prvič proba, drugič, tretjič se ne splača staršem nabaviti novega, se bolj splačajo priti v tako organizirano šolo. Ful je bilo težko vstati, ki si mogel dati eno gor, pa gas in si ali še drugo dal, pa sem se pa to hitro naučil in pol je bilo to postalo kar lahko. Ni bil pa noben tak grozen občutek, samo pač stal si skozi. Poskrbel sem za varnost tako, da so mi učitelji povedali, kako moram kaj gor dati, čelado. Pa naučil sem se to, da moram vedno imeti čelado, če grem na motor, kolo. Pri trialu v bistvu je najbolj specifično to, da se vse skozi stoji, kar pomeni, da otrok potrebuje mogoče še malo več motorike kot pri ostalih športih, kar pomeni, da se pač bolj intenzivno razvija. V bistvu osnova je zaščitna oprema in v bistvu pri naših organiziranih dogodkih je vedno vključena tudi oprema v samo izvedbo programa. Dejstvo je, da je motorika tista, ki se pospešeno razvija pri tem športu. Seveda, poleg tega so pa še ostale pozitivne lastnosti, disciplina, red, užitek, nasmeh, ki absolutno pač v življenju verjamem, da vedno koristijo.